Pozdravljena, Amerika! Islamisti poskušajo prevzeti vašo državo. Saj to ni prizor iz Afganistana, to je prizor iz Dearborna v Michiganu, ki se je zgodil ta konec tedna. Da, to so tisoči in tisoči islamističnih vojakov in žensk, ki vsi skušajo dokazati svojo prevlado. In žal za vas, niso tukaj samo s svojimi čudnimi ritualnimi oblačili in poskušajo prevzeti oblast, ampak dobesedno vračajo kameno dobo. Tako da so čez vikend napadli protestnike proti islamu z ogromnimi kamni. Želim si, da bi lahko rekla, da pretiravam. Ampak ne pretiravam. Točno to se je zgodilo agitatorju proti islamu Jamieju Langu, ki je ta teden šel na enega od teh norih protestov v Dearbornu in je bil dobesedno skoraj kamenjan do smrti. Kakšen nor čas, da smo živi. Prevzem Dearborna v Michiganu je šele začetek, ampak res samo to. To je dejanski in skoraj popoln prevzem. Zdaj je Nate Friedman naredil popolnoma neverjetno razkritje vsega, kar se je zgodilo. Zelo priporočam, da si ga vsi ogledate. Postal je neverjetno viralen, ampak mi bomo pokazali kratke odlomke iz njega, ker dejansko ne morete verjeti, da je to res. To ni Evropa. Vem, da večina Američanov misli, da se to dogaja samo nekje drugje. Ne. To je zdaj v Ameriki. Ukoreninjeno. Gradijo strukturo, da bi to izvedli. In želijo to narediti povsod. In ko rečem to, mislim, da izgleda tako. Mislim, dobesedno gledate prizore iz Michigana, ampak bi mislili, da se to dogaja v islamski državi, kot sta Iran ali Afganistan ali bog ve kje. Poglejte, kaj gledate. To niso niti ženske s pokritimi obrazi, ampak kot da so izginile, izbrisane, odstranjene iz družbe, to se dogaja v Michiganu. Seveda, ne ozirajte se na to zelo upadljiva oblačila, ki poskušajo ustvariti strah, ker točno to počnejo, ustvarjajo prevlado, vse opominjajo na svojo prisotnost. Posnetki iz Dearborna v Michiganu bi morali dobesedno vse prestrašiti. Ampak mislim in bojim se, da je Dearborn na tej točki postal že kar fraza. To je samo Dearborn, ni povsod tako. Ne. Ljudje imajo dejanski, resen načrt za prevzem Amerike. In skrajni čas je, da se ljudje prebudijo in spoznajo, da je to tisto, kar si želijo za celo državo. Samo vadijo na kraju, ki je bil dovolj neumen, da je tem ljudem dovolil vstopiti. In ko rečem vstopiti, mislim, da imajo zelo jasen in sistematičen načrt, da izvolijo različne ljudi. Trenutno poskušajo izvoliti Al-Sayada, kot ste verjetno že slišali. In poleg tega, da izvolijo ljudi, poslušajte, kaj vzklikajo na ulicah. Če potrebujete še več prepričevanja. Vprašali so v preteklosti. Zakaj so naši protesti na mednarodni dan kuca? Zakaj so tako proti Ameriki? Zakaj se ne osredotočimo bolj na Izrael in ne govorimo toliko o Ameriki? Gaza je pokazala celemu svetu, zakaj so ti protesti tako proti Ameriki. Vlada Združenih držav, ki zagotavlja sredstva, dolgočasno. Homeini, ki je razglasil mednarodni dan kuca, zato je rekel, naj usmerite vse svoje vzklike in vsa svoja gesla na glavo Amerike. Samo spomniti vas želim. V redu, to je iz leta 2024. Ta video je bil javen leta 2024, kar pomeni, da to stvar poznamo že dolgo časa, pa se ljudje še vedno ne prebujajo. Poslušajte vzklike, ki sledijo. Malcolm X je rekel. Torej imate dobesedno vzklike smrt Ameriki. Vzkliki smrt Ameriki odmevajo v mestu Dearborn. In slišite, kako te ljudje govorijo take stvari. Dosegli smo zmago. Nismo naredili niti približno dovolj. In ljudje tukaj, obljubim vam, res se počutimo osramočene. Res imamo občutek, da ne delamo dovolj. Res čutimo, da mora priti do spremembe, ker sprememba mora priti. In ta sprememba mora priti tako, da to cesarstvo, ameriško cesarstvo, ki škoduje našim ljudem že od začetka, imperialistične zahodne sile, ki škodujejo našim ljudem že od začetka, morajo pasti. V redu, torej Amerika mora pasti. Začela sem ta video z govorom o Jamie Lang in omenila sem Natea Friedmana in pregledali bomo oba ta posnetka, ker je res pomembno razumeti te stvari. To je video iz leta 2025. To je video iz leta 2024. To se dogaja že zelo dolgo. Vse je jasno kot beli dan. To je kratek odlomek iz videa Natea Friedmana. Poglejmo si to za trenutek. Da bi videl, kako je Nate Friedman pred kratkim odšel v Michigan, v Dearborn. In ob gledanju tega videa sem občutila toliko čustev. Pogledala sem ga celega na YouTubeu. Šla bom skozi nekatere dele in poudarila, zakaj je v redu imeti ta čustva kot Američanka. To je tako pretresljivo za ameriško peterico z mamami iz mošeje. Ženske.
Mislim, če ti ni jasno, da gledaš dobesedno zastave, ki podpirajo teroriste, kaj ne? Povsod v Dearbornu jih vihtijo. Nobena manipulacija na svetu me ne more prepričati, da si ženske resnično želijo in izberejo, da se tako oblačijo, če bi res imele možnost izbire. Nič. To pomeni, da v tem ni nič svobodnega. Nočem sprejeti kulture, ki ženske sili, da se tako zakrivajo. Seveda, tega nočeš, nihče noče tega sprejeti. Ampak spet, tukaj je Nate. To je tisto, kar bi videli v mojih 2 letih poročanja na terenu. To so najbolj šokantni posnetki, kar sem jih kdaj posnel. Naša država postaja neprepoznavna. Te posnetke bom predvajal brez komentarja in vam omogočil, da jih doživite tako, kot sem jih jaz. To je samo trgovina, ne? To je samo trgovina v Dearbornu, v Michiganu. In spet, ne pozabite, večina Američanov nima težav s tem, da ljudje iz različnih manjšin prihajajo in živijo na določenem mestu. Ampak če bi gledali samo to, bi si mislili, v redu, to je v redu. To je supermarket in v supermarketu so prisotne različne verske in etnične skupine. To bi bilo v redu. Ko pa razumeš, kaj ti ljudje načrtujejo in poskušajo narediti, začneš ugotavljati, da to ni napaka. To ni le neka prijetna naključna stvar. To je namerno. Zapomni si, Amerika mora pasti. Smrt Ameriki, kako načrtujemo prevzem. Ameriko so zgradili častilci hudiča. Ajatollah Khomeini je bil največji voditelj našega časa. Želimo, da naši otroci odraščajo v kulturi džihada. To je tisto, kar učijo in širijo tej skupini ljudi, ki se potem pojavijo takšni. In potem te ne preseneča, ko slišiš, da imaš zgodbe, poleg tega, da imaš zgodbe, kot je Jamie Lang, in da ti ljudje prihajajo ter poskušajo izvoliti nevarne kandidate. Poslušaj tole. Ti mladi ljudje v njem vidijo veliko istega, kar so, kot kaže, videli pri Zoranu Mamdaniju. In čeprav so se mu mnogi sprva smejali, je zdaj župan New Yorka. In mislim, da to, kar vidite, se dogaja s temi kandidati DSA in socialisti. Govorijo o vprašanjih, ki jih ima veliko teh mladih Američanov trenutno. Zdaj, problem je, da so njihove rešitve seveda grozne, ampak te mladi se počutijo slišane in opažene. Morate razumeti, ko gledate ta video, vsi te ljudje glasujejo, da bi bil njihov glas zastopan v ameriškem senatu, kot določa demokratični sistem. In zato uporabljajo demokrate, uporabljajo DSA, da izvolijo te nore kandidate. Ampak vsak posameznik med temi ljudmi, to ni samo problem za Michigan, to je problem tudi za vas, ker bodo zastopani, ko bodo uskladili svoje politično delovanje. Zdaj volivci odhajajo na volišča v ključnih predizborih. Muslimani množično prihajajo na volišča v Dearbornu v Michiganu. Pokriti so, kot zahteva šeriatsko pravo, in verjetno glasujejo za Abdula El Sayeda na senatnih predizborih, da bi tega človeka spravili noter. In naredili bomo še en video o Abdulu El Sayedu. Ampak kot sem vam rekla, ko je šel Kristjan na protest, ko reče mi, ne mislim, da sem imela kaj pri organizaciji, ampak ta človek gre na protest, poglejte posnetek, ko je dobesedno skoraj kamenjan. To je noro. Ga vidiš, teče in mečejo kamenje van. Napadajo ga, mečejo kamenje in policija ga poskuša rešiti, ampak ga napadajo. Poglej, napadajo. To je iz samega dogodka. To je policija Dearborna objavila posnetek. Jih razbi, ampak ti si galerija. Nazaj. Ne, veš, razumem, poškodovan si. Tukaj kamenjanje jemljejo dobesedno in v prenesenem pomenu. Prav, tukaj je Jamie Lang po dogodku. Poglej, imam svoje mnenje o Jamieu Langu. Mislim, da je bedak in da namerno počne stvari, da provocira. Nisem neumna. Ne mislim, da je on posebej dober in uglajen primer Kristjana. Ampak moraš se zavedati, da bodo ljudje, ki se poskušajo postaviti po robu takšni množici, izkusili nasilje. Doživeli bodo nasilje. In točno to se je zgodilo Jamieu. Jake Blind. Kakorkoli mu je že ime. Poglej zadaj, tukaj me je kamen zadev, prav za ušesem. Poglej, prav tukaj. Približno take velikosti, ja. Correct. Dejansko ga zadene kamen. Poglejmo si ta posnetek še enkrat. Želim videti metanje kamna v živo. Vidiš to? Tukaj. Vidiš moškega, ki meče kamen? Ponovili bomo. Na tem posnetku ni ravno jasno. Vidiš, dobesedno je pravkar vrgel kamen van. Kamenjajo jih, ker to šeriatsko pravo očitno zagovarja. In ko imaš tega tipa iz Michigana, ki pravi, jaz preprosto ne razumem, kako se to dogaja, moraš se spomniti, vsak Američan bo to sčasoma izkusil, če se ne boste uprli. Torej v moji krasni zvezni državi Michigan so imeli pohod 50,000 ljudi za islam. 3 krščanski moški so držali transparente in so jih kamenjali ter pretepli na nacionalni televiziji. Kaj se dogaja? Ali je sveta vojna tukaj? Za tiste, ki so to zamudili, ja, to je islamski prevzem Amerike in kamenjajo Američane. Jebenega Američana.
Dobesedno mečejo kamenje. To je res noro. To je res noro. Noro. In poglejmo si to pobliže. Brez izgredov, brez nasilja. Brez nasilja. Dobesedno imate pohod 50.000 ljudi, kjer vsi izgledajo kot teroristi. In imate 2 ali 3 kristjane, ki so imeli pogum, da so prišli in se temu uprli. In poglejte, kako so bili napadeni. Rešila jih je tista policistka, ki jih je spravila v avto in jih uspela odpeljati. Spet, ali so popolnoma nori, ker so šli tja? Da. Je precej impresivno, da so pripravljeni se zavzeti za svoje vrednote? Da. Ali to počnejo zato, da bi dobili pozornost in clickbait? Absolutno. Ampak bistvo je enako. Da se to dogaja v Michiganu, v Združenih državah Amerike. V Ameriki imaš kraj, kjer lahko 50.000 teh ljudi koraka po ulicah kot teroristi in kristjani. Vrednotni sistem, na katerem je Amerika zgrajena, ne more niti iti v te kraje in izvesti proti demonstracijo, ne da bi doživel izjemno nasilje. Ljudje, Dearborn, Michigan, na enak način, kot ste imeli Mamdanija v New Yorku, je to korak številka 17. Vendar je to začetek njihovega načrta za prevzem Amerike. In vsak, ki to gleda, mora to vzeti izjemno resno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.